Dolgo pričakovano srečanje v Beli hiši kaže na spreminjajoče se politične odnose med Združenimi državami Amerike in Irakom. Predsednik Trump je v Washingtonu toplo pozdravil iraškega premierja Alija al-Zaidija. To srečanje je sledilo potem, ko je Trump izrazil podporo novemu premierju, ki je na položaj prišel kot poslovnež brez političnih izkušenj. Al-Zaidi si prizadeva za okrepitev vezi z Združenimi državami in želi zagotoviti večje ameriške naložbe v iraške naftne, plinske in elektroenergetske sektorje. Poglejte, Bagdad, mislim, da bomo jaz in ta država skupaj ustvarili izjemno harmonijo. V zadnjih 4 ali 5 letih s prejšnjo administracijo nismo veliko sodelovali. Irak ima izjemen potencial zaradi svoje nafte in tudi zaradi drugih stvari. Predvsem pa zaradi nafte. In sklenili bomo veliko poslov. Ustvarili bomo veliko delovnih mest za obe državi. In izčrpali bomo veliko nafte. Veliko nafte se bo načrpalo. In to počnejo ameriška podjetja. Zdaj večinoma ameriška podjetja. Nočejo poslovati z drugimi. Želijo poslovati z Ameriko in to je dobro in to je eden od razlogov, zakaj sem bil tako prepričan, da bo to odličen predsednik vlade. In zato sem se boril. To srečanje poteka v senci vojne z Iranom, saj je Irak pod pritiskom, da razoroži mrežo milic, ki jih podpira Iran in delujejo v državi. Iraška vlada je oboroženim skupinam, ki niso del države, dala rok do konca septembra, da se razorožijo, vendar so najmočnejše milice povedale, da tega ne nameravajo storiti. Al-Zaidi je povedala Trumpu, da bi moral Irak, kot ena od ustanoviteljic OPEC-a, prejeti pošten delež svojih virov. Prav tako je izpostavila dolgoletni boj Iraka proti borcem Islamske države in dejala je konflikt povzročil visoke stroške in obsežno škodo. Smo ena izmed ustanoviteljic. Smo ena izmed držav, ki so ustanovile OPEC. Ampak proti naši pravici in še posebej egiptovskemu OPEC-u. Potrebujemo pošten delež za Irak. Irak se je boril proti ISIS-u. Irak se je boril proti ISIS-u. In proti terorizmu nasploh. In sploh proti terorizmu. In s podporo Združenih narodov. In ta vojna z ISIS-om. Ta boj z ISIS-om je stal nas ogromno količino denarja in uničili infrastrukturo. Oba voditelja sta tudi povedala, da se bodo preostale ameriške sile v Iraku popolnoma umaknile do konca septembra. ZDA so leta 2003 začele vojaško invazijo na državo, kar je privedlo do poraza Sadama Huseina. Američani so se leta 2011 umaknili iz Iraka, vendar so se 3 leta kasneje vrnili, da bi državi pomagali v boju proti terorističnim frakcijam. Domneva se, da je v državi ostalo manj kot 2000 ameriških vojakov. Z nami je zdaj Hamid al-Sharifi, nekdanji iraški diplomat, ki se nam oglaša iz Londona. Hamid, najlepša hvala, da ste z nami na I24 News English. Zdi se, da po besedah obeh teh voditeljev ameriški voditelji odhajajo, medtem ko ameriška naftna podjetja prihajajo. Ali lahko gospodarski vpliv resnično nadomesti vzvode vpliva, ki se jim Washington odpoveduje z umikom svojih vojakov? Kaj bi se lahko zgodilo 30. septembra, ko je predviden ta umik? No, po besedah gospoda Al-Zaidija, novega predsednika vlade, je dejal, da je to kot rok. 30. september ne bomo videli milic, ne bomo videli oboroženih sil v Iraku, ampak vlado. Tako nam je obljubil. Tako da čakamo, da to vidimo, čeprav so nekateri znaki, da so nekatere milice predale svoje orožje vladi, je tega zelo malo. In bori se proti korupciji, kar je spet zelo malo. Bori se proti manjšemu delu koruptivnih akterjev v Iraku. Pusti velike koruptivne ljudi in vlado pri miru, ker so oni trenutno vlada. Zato mislim, da nima veliko manevrskega prostora. Večina teh frakcij, milic, ima ministre v njegovi vladi. Torej, kar je obljubil predsedniku Trumpu, še moramo videti, ali mu bo to uspelo doseči ali uresničiti. Denimo, prav danes je napovedal, oziroma je iraška vlada napovedala, da bodo zamrznili sredstva Hezbolaha iz Libanona v Iraku. Enaka pravila so prišla lani med vlado Al-Sudanija, vendar jih niso uresničili. Rekli so, da je to bila napaka. Torej, ponavljajo isto stvar. Upam, da tokrat ne bo napake. Upam, da bomo tokrat videli dosežek gospoda Al-Zaidija, ki ga je veliko pohvalil predsednik Trump. Tako so Iračani res zelo polni upanja glede te vlade.
zaradi pohval, ki mu jih je namenil predsednik Trump. Ali to, da nadaljujejo s temi sankcijami ali domnevnimi sankcijami proti libanonskemu Hezbolahu, pomeni, da Zaidi posluša Washington, posluša predsednika Trumpa in dela na uresničevanju nekaterih njihovih zahtev? Do zdaj jih posluša. A še bomo videli, ker je veliko predsednikov vlad prišlo v Washington in so obljubili, potem pa, ko se vrnejo, ugotovijo, da v resnici ni prave podpore strani Američanov. Še vedno pa dogajanje v Iraku nadzoruje Iran. In zdaj je Iran šibek, veliko šibkejši kot prej. Tako čakamo, da vidimo, ali bo Ali Zaidi osvobojen iranskega vpliva v Iraku. Če se bo osvobodil tega vpliva, sem prepričan, da lahko veliko prispeva državi in celotnemu svetu. Da, na to upamo. To je tisto, na kar čakamo. Mislim, da bo naredil nekaj, še posebej na današnjem srečanju s predsednikom Trumpom. Torej mu bo veliko obljubil, hkrati pa bo skušal dobiti obljubo od predsednika Trumpa, da ga bo res močno podprl. Potrebujemo veliko podpore strani Američanov, da se znebimo iranskega vpliva v Iraku. Kakšno podporo? Še posebej, ker bo okoli 2000 pripadnikov ameriškega osebja, ki so bili tam nameščeni, zapustilo Irak. Če torej ne gre za ameriške sile, kakšno drugo podporo bi iraška vlada lahko potrebovala? Ne, ameriške sile so bile v Iraku zadnjih 23 let. Iran pa vodi državo. Torej ne gre za sile ne bodo posredovale. Toda tokrat se je situacija spremenila. Torej politična podpora seveda in druga podpora, kot je podpora tajnih služb, vpliv, veliko stvari, ki jih lahko ameriška stran zagotovi Iraku, da se znebi vpliva Irana. Še posebej, kot sem že prej rekel, je iranski režim zdaj zelo šibek. Zato upamo, da bomo videli kakšen rezultat. Kaj pa gospodarska podpora? Nekatera od teh ameriških naftnih podjetij, nekateri trgovinski dogovori, o katerih je govoril predsednik Trump. Ali lahko to resnično spremeni razmere tudi v Iraku? Denar govori, da. Da, absolutno. Od lanskega leta, aprila 2025, je Amerika poslala približno 100 predstavnikov 60 najboljših ameriških podjetij, zelo velikih ameriških podjetij. Pravzaprav so v času vlade Al-Sudanija podpisali pogodbe, vendar še niso začeli. Ne morejo začeti, dokler milica nadzoruje dogajanje. Zato upamo, da jih bomo videli začeti, saj začetek teh velikih podjetij pomeni začetek proizvodnje več naftne infrastrukture. Veliko stvari bojo zagotovili iraški strani. Toda to pomeni, da je iranski vpliv izven države. Torej, to je tisto, na kar čakamo. Da, seveda bomo morali počakati in videti, še posebej glede na rok 30. septembra, kaj se bo zgodilo v naslednjih nekaj mesecih. Hamid Al-Sharifi, vedno je lepo, da ste z nami. Najlepša hvala, da ste z nami delili ta pogled na trenutno stanje v Iraku. Hvala vam. Najlepša hvala, Farid.